in kako je biti nezaželjen. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljšem podcastu v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami je Rimanič Jure in Jure, koga imamo danes na naši desni. Danes je na naši desni Jan David Klenak, gasilec, komik, voditelj je podcasta nekega, nisem še zasledil, ampak... In učitelj plavanja. Tudi to delam, med drugim. Dober dan. Kako sta fanta? Mi smo dobro, ti? Jaz sem vam prinesel eno darilo. No, vsi bodoči gosti, kot smo rekli že pri Katki, na člani podcast se pride z darilom. Če ne prideste, tam so vrata. A gremo lahko ga iskat? Lahko greš iskat. Hvala lepa. Če ne pridete z darilom, Jure zamudi. To zamudi v vsakem primeru. Kaj me zanima, kaj je to? Vroče goste, sem vam prinesel en gasilni aparat, da ga boste imeli v studiu, ker vsak proper podcast studio mora imeti gasilni aparat. Bi nehaj. Kjer je car? Okej. To boš dal tu na steno. To zalepli. Imaš nosilc leze na steno, nosilc imaš. To gre imamo steno vseh dobrin, ki so nam jih prinesli in memorabilia v studio. Ta pa mi je nova. Kaj ta je dobra? Da nekdo je prinesel gasilni aparat in se še podpisal gor. To pa je gasilec, ne? Evo, imate zdaj tle. Ga lahko primem. Ja, lahko. Jebem ti, ma to pogasi neki. To ima 10 kil, koliko ima 15 kil? 6 kil. Izvleci varovalko, usmeri cev, pritisni ročico ventila. To je tako, no. Za debile napisan. Piš da, in še slikice so. Ja. Pazi, ki je težek. Kaj če ga zdaj tle odpremo? Z fuku boš vse, ne. Rega šla spredaj. To je drgač za tehniko, pa to je pa najslabši gasilno sredstvo. Ta prah. Prah, to je na prah. In ko pa to čistiš? Ja, čistilke ne jamaš. Ti puca en teden. Imamo gasilski aparat, član, Okej. Zdaj bo te lahko pogasilo vse. Okej, zdaj imamo tako fire podcast. Kako si kaj, David? Ej, bo. Zdaj sem prišel na morje, tle ni dežja, tako da sem ful boljše vole. Ja, danes bo pa jedeš. Znate presenetiti. Ja, se upam, da bolj, ko grem kosit travo še. Umah, da ne bo dežja, ne. V dežju je najboljše, ko si travo. V dežju? Ja. Zišer. Že pa to povejte, zakaj? Bejde je dobro za travo. Da Ne, drugače se strinjam, zato ker je takoj načeloma, tudi če kosiš, bi jo mogel takoj zalivati, ne. Ja. Tudi, ko kosiš polet, recimo, moraš zvečer, pa pol takoj zaliti. Varianta. Tako. No, jaz sem v bloku cel live, tako da... Ja, lej. Če bom kdaj imel hišo, zdaj vem. Blokovsko naselje. Mi imamo zate zdaj člani škatla vprašanj, ti si nas otvoril z darila, mi bomo tebe z enim našim sexy, juicy vprašanjem. Izvoli. Da moram na glas prebrati. Tako, torej. Do konca življenja moraš jesti eno hrano, katero izbereš. Vidva ste napisala, do konca življenja moraš jesti eno hrano, katero izbereš. Ne, cool je. Kaj bi jedel do konca lajfa? Torej. Kaj bi jedel do konca lajfa, stari? Tle se takoj sprašujem, a to je tako, da bom preživel ali sem tako, kaj imam to krata, razumeš? To je tako ful tako vprašanje. Torej, si moraš najti neko hrano, ki ima vse notri. Kebab. Jaz sem včeraj razmišljal o tem vprašanju in moraš najti nekaj, ki ima čim manj okusa, po mojem. Bolj ko je basic, boljše je. Banane, ne vem. Pa kebab ima res vse notri. Pa kebab ima vsa hranila. Od zelenjave do mesa, do glikovih hidratov. Kebab mogoče perfektna hrana. Ultimate. Ja. Pač kebab je the best mixture. Kaj pa jufka? Na njimi jufka, stari ni kruha, razumem. Kaj kebab je dejansko hrana? Jaz mislim, da je, ne, glede na to, da imaš posod po svetu. Lih sem bil zdaj na Portugalskem, ko sem bil septembra, sem šel jesti en kebab, sem rekel, ajde, grem jaz jesti kao kebab. In sem imel kebab kapreze, ne, in valjda jaz neumen. Grem to probati in tam noter ti da v kebab, zraven ti da še svežo mozzarelo, pa kaj tež da to neko paradižnikovo mezgo, pulpo, whatever. In sem pol dobil salmonelo in pol šele po treh tednih, ko sem doma že sral skozi, tako 3-krat na dan, sem šel googlat simptome salmonele in pogruntil, da imam Bi da bilo od kebaba? Ja, verjetno. No.
ker mi je takoj po kebabu. Po na Portugalskem smo s kolegico, ki sva šla, sva sam še skreta iskala. Mislim, ona že tako po defaultu skozi na skret hod, ne se rad scet. Šala od kolegica. Ne, res, urša. Člani, torej poznate vse WC na Portugalskem. Ja, pa midva se zabavila, stari, midva bi lahko delala te reviewje WC-jev, stari. Tako, ko priješ v državo, pa tako. Srel sem enkrat v parlamentu. V slovenskem parlamentu. Okay. Sem bil tam na neki, kaj že, v Newpak ali kaj tisti. In? Nek mladinski parlament in sem pač me pritišal v meste in sem rekel, kako je? It's an option. Ja, drugač tako, dosti basic skret, tako les je oblečen. Pa tako dosti majhen, sem mislil, da. Pa ni nobene poličke, če veš, kaj mislim. Ne veš, kaj so pravi WC-ji tam. Ja. Ti, kje si najboljši WC, ki si ga obiskal, najbolj bizaren WC, najlepši WC? Na Baliju. Kako pa? Z razgledom. Sem imel eno hišico na klifu in ko si kakal, si imel razgled čez cel zaliv dol. Sem mislil, da še rekel, da tako drek pol padel iz klifa. Ne, kaj je bilo fora? Sploh ni bilo zagrajeno, je bilo pač samo vse odprto, razumeš, in si gledal dol in tako sem videl dol tole Manta Ray, veš, ko plava, razumeš, dol in vse barve in jaz sem Ampak veš, kaj sem razmišljal, najbolj si ranljiv tako, ko serješ, ne. In tako zanimivo, da ti sede, da imaš odprt plec, ne. Meni nikoli ni sedel zares, no, pol sem enkrat. Moraš biti varen samo zadaj, spredaj ne. Da si zadaj odprto. Ne, zadaj ne sme biti odprto. Jaz pa pri bivši je bil eden lepših WC-jev. Ni te vprašam, Ben. Kjer je? Ampak cool. Kjer je? Pri bivši iz Bleda, zato ki je imela strešno okno, ful veliko. In tak, to mi smo bili v Zgornjem Štuku in čim si strešno okno tako dol, z glavo si na pol okna in med scanjem ti je glava tako gledala ven in imela ful lep razgled na celo dolino. Tako da to je bilo eno lepših canj, ki sem imel. Lepa, bravo. Pa ti? Doma. A govorimo samo o razgledu ali tako največji? Tako, najlepši WC in tako. Ne vem, nimam najlepšega WC-ja, stari, iskreno. Jaz sem tako dosti sem se navadil posod. Še nima ful težave, ker ne morajo neki, ne vem. Najboljše tam tako, da doma je tako najboljše. Najboljše takrat, ker te tiši, pa moraš. Takrat je najlepši WC. Sprav lih na benzinski ne bi šel na WC. Zdaj sem se spomnil, lih na Portugalskem v muzeju vojaške zgodovine. Hudo, stari, imajo narejen, da kada greš v tank noter v skret. What? In serješ not v tanku. Sicer je pol normalen skret not, ampak tako greš pa čez vrata, kada greš v tank, čez tako v lino noter. Jure, kaj bi kaj tvoj teden? Kaj je boljše biti ogen ali gasilec? Kva? Ne, v smislu pač. Večjo moč imaš kot ogen. Zaradi tega, ker prije več gasilk. Ne vem, slab odgovor, nimam pojma. Veš, kaj mislim? Ne, ampak da, nima veze. Kako je bil tvoj teden? Moj teden. V redu. Malo bolj čustveno naporen, evo, tako neko. Ja, ne bom delil, ne bom povedal zakaj, ampak ja. Neke določene stvari sem izvedel. Jaz sem bil prvi v državalki. Ne. Kaj si kakšno natrpal? Ne. Nima veze. Ampak ja. Si prizadet? Si jokal? Ja, to je. To je vedno. Nisem ful, ampak probal sem, ampak mi ni šlo. Ne, sem bil na hotu biti žalosten in nekaj lahko. Kako to? Čisti sociopat, veš. Čisti, kako so ljudje žalostni? Žalosten? Kaj je to? How to biti žalosten? Ne, sej ni, nič takega. Ampak v redu teden, zanimiv. Dobro. Lepo. Kaj pa tvoj teden? Jaz moram zdaj vzeti, v mojih novcih sem napisal, da ne pozabim, kako je bil kaj moj teden. Torej, moj teden. Bil sem na UBC Ljubljana. Zdaj ne me zdaj ubiti, ne, samo UBC Ljubljana Business Talks, tako se kliče, ali to organizacija, ne vem točno, v glavnem člani so me povabili, da sem imel tam eno predavanje, je bilo ful lepo, 40 folk se je prijavilo in 40 folk prišlo, tako da hvala vsem, ki ste prišli, smo malo predebatirali, povej, Jure. Kaj pa si ti po poklicu, da si šel tam predavati? Nisem poklicni, nima nič,
V glavnem, ful je bilo dobro na predavanju, hvala še enkrat celi ekipi. Okay. Na nobenem radiju in na televiziji, ki so me povabili, niso naredili tako velik research kot oni. Oni so vedeli o meni dobesedno vse še stvari, ki jih jaz nisem vedel in na koncu predavanja. So mi diplomo, to sem videl. Ja, so mi dali eno diplomo, neko priznanje, zato ker nekje so sledili, da jaz imam ful rad, ko dobivam nagrade in so mi pač dali nagrado. Tako da... Femičih rekel, tudi se mi zdi. Ne vem, kje. Meni se zdi neki sizino. Ampak ful hvala, lepo je bilo, pejte pričkirati, ful so pridni. Druga stvar, nekaj smo snemali, menda spot od Masaje in sem po ne vem kolkem času stal v naravi. In to je bil tak vibe. Tako polje na vrhu Vremščice, razgled, to je bil vibe. Sorry, ti ni scat v naravi, da greš, ne vem, za blokom scat, ampak tako v naravi, da ščiješ na polju z razgledom. Umetniki. To je bil vibe. Bravo. Jaz rad ne. Pa imaš poven curek? Ja. Jaz ne rad. Držal sprosta topol. Jaz ne rad lulam od zunaj. Tako. Res? Irenljiv. Ma ne, veš kaj, to smo že imeli, debato pač, jaz ga ne moram samo potresti, jaz ga moram popivnati, ki v nazadnje kaplic, ko ti gre v gate, meni je to popizdje. Sorry, vem, malo čudno, vem. Veš, kako rešiš, daš si en kos kret papirja v gate. Ja, pa imaš kar istega note včasih. Pa tampon. Ja. Aha. Edin pa je problem, če to pozabiš, kad daš prt, imaš pol ta papir povsod. Ne delo. Ali pa lulaš notri, ne? Ampak tako, je bilo lepo lulati v naravi, no? Je bilo lepo lulati v naravi. Pa ko je bil kaj tvoj teden? Moj teden je bil kar kulski, dela res naporna služba. Služba kot kaj delaš? Gasilec, poklicni gasilec, pol drugače pa zraven, pa pol sem imel koliko. Dela sem imel 6 nastopov v 2 tednih. 8. A tako rečete, ko gasite? Kaj? Nastop. Prav nastopili smo z delom. Se oni plešejo z ognjem. Plešemo z ognjem, ja. Ne. Krotilci ognja. Veš, vatrogasci, gasitelji, ne? Pa imaš pa še tele, drugače mi je ful zabavno, ker so različna imena. Vigili del Fuoco, ne? Ker smo jih na obali, ne? To so pa dejansko krotilci ognja, to pomeni, ne? Vigili del Fuoco, pač to sem bil, pa lih zanj sem bil v Trstu, ker sem šel eno predstavo gledati, pa nek avtobus sem vodil, nekaj kukar animacija avtobusa, pa sem šel še do teh Tržačanov, whatever, kako se reče. Ja, prav si rekel. In sem šel kaj do tega gasilca, smo se malo pogovarjali, je bilo tako kar nice, no. Tako tak gasilski turizem je sprav. Drugače sem pa veliko nastopil, dele, smo imeli, kje sem bil, Ljutomer, Koper, Maribor, Ljubljana, včeraj Kamnik. Tako da zdaj kar nastopam, no. Kar šiba. Zdaj 90 nastop včeraj se mi zdi moj. What? Koliko časa že to delaš? Prav gledal sem 13. december 2019 sem začel prvi nastop po delavnicah. In 90, to je dosti, to je malo tako za predstavo. Ja, ne vem, a veš, kje je Alen Borišek. Ja. No, on je zdaj že prkesto, ne. Samo on je res, dodelal material, res je all-in, res je brihten tip in si je res ono pripravo na štimu in ima zdaj 100 nastopov v 2 letih. Dobro, ajde, tam. Tako da smo tam, no. Okay. Se mi zdi, da sem zadnji dele. Mogoče lahko rečem, da sem v zadnjih 10-15 nastopih se začel počutiti legit na odru, no. Da mi ni problem prijeti, pa biti tako, jaz sem zdaj tle, vi ste zaradi mene tle. Resnic pač. A veš, kaj mislim? Confidence. Ja, confidence. In trema in to, a? Ja, itak je, se zdrava trema, ne, ampak pač se mi je zanč mi kolega rekel, sem ga klical pis, da sem živčen, jaz sem usrl hlače, ne, pač ima neke fore. Pa je rekel, pa če imaš tremo, pomeni, da ti je mara, ne. Vse to. Če greš ti gor, pa te boli kurac, veš. Torej zdaj te boli kurac. Tipo. Ok, kako to, da si se odločil, da boš šel v stand-up? Ne, ni hotel več sedeti. Ja, nisem sedeti primer. Ne. Zato ti nisi komik, stari. Ne se heca, imate pa dober podcast. Ga poslušam občasno v službi. Zakaj sem se odločil? Kako da sem se odločil? Ja, ne vem, stari. Klical me dejansko ta Andrej Podbevšek, ki je drugač, dosti je delal tudi stand-upa, sam pa na popu se z Valičem nekaj povezal, pa tako. In so ga v Kotlovanci v Mladinskem centru Kamnik so rekli, dej boš ti kao naredil neke delavnice za stand-up in pol nisem imel folka, da kaj na Mladinske centre, veš, da na delavnice noben ne hod, ker pač. In so me klicali, dej priti in sem bil tako, ajde, man cajt.
Prej smo že neki z enimi kolegi delali neke kao poezijo, dvovrstičnice, ne, v bistvu po joke, kao sam Rime, ne vem. Mestna občina Velenje, Korenje, recimo, nek tak neboloze smo delali, pač res. Komik. Totalno. Ampak sem šel na oder, pa mi je bilo cool, ker se mi je folk zasmejal. To sem takrat že gotovo. Pa smo šli pa čez te delavnice, 5 delavnic je bilo prišli, meni se delajš Novak, starej bil Bergant, ostale se pa ne spomnim, čisto zaredo, da so bili. Dobro. Vsako nedelo prišel en, malo povedal, pa kaj, malo. Itak, a veš, v štartu ti tako si govoriš iz sebe, umakam štender, ko greš na oder, pa kvati še Kakva štender? Štender, stojalo za majk umakam, pa stoj na luči, pa ne se premikat, pa gled v folk. Oziroma ne gled. Gled v temo. Gled v temo, kokar ti sede, no, to se mi zdi, da lih to, ne vem, če poznaš Mateja Pušnika, veš, da je. On ima ta stand-up intervju, ne? Shout out Matej, upam, da ga boš potegnil doma. Sva cimre, drugač. Mislim, on je moj fant, pa zaradi potnih stroškov moram pa govoriti, da sva skupaj. Ne, se zema. No, glavnem, kaj sem ti hotel reči? Kaj sem govoril? Na sveti od delavnic. Ja, da moraš dati na stran mikrofon. Tam ja, na stran moraš dati mikrofon, pa Pušnik ful vedno govori, da moraš. Lih to jaz sem hotel reči, da ko smo govorili o tem, gledaj tema, ne? Da se mi zdi, da čisto vsak komik bo drugač povedal, kako kan gleda na odru. Eni so ful, ja, hočem videti ljudi, hočem videti odziv. Samo itak jih ne moreš videti, ne? Močala gor, stari, ko mu je toliko bed videti ljudi. Samo jih ne moreš videti, kaj ni res, da je tako temno ponavadi. Ni zmeri, veš. Zdaj sem bil v Menzi, ko smo nastopali v Ljubljani, v Rožni. Pač to je bilo res, kada bi tlele, tako sončna svetloba, veš kaj mislim. Ja, ni prijetno, ne? Ko imaš tako... Niti ni un stage... Feeling, ja. Pač, a veš, ni un highlightu si. Ampak tam si predavam nekaj v predavanje, mislim, vsej probaš biti smešen pa tam. Kaj si te vprašali, kaj si po poklicu? Kaj si ti po poklicu že? Poklicni Rimanič. Ja. No, si v službi, kakšni službi? Kako, kje? Službi ljudstva. Službi ljudstva. Kdaj si šel v te gasilske vode? Pri 16, ki nam je doma poplavljal, pa moj best friend, takrat Maček, Matic, nimam, na drugim se žvelmi. Jaz sem bil faksi, Maček, Matic. Psikopat, model se z Mačkem. no, best friend Glavno mi je Maček. rekel, da je v let gasilcem, pa smo začeli se družiti, pa to, pa me je ful potegnilo to. Zakaj ti je tako všeč? Ja, voda je poplavljena, ko pizda nekaj z vodo moram delati. Ja ne, kaj ti je tako všeč pri gasilcih? In niso, da si tam merijo svoje cevi. Iskreno vsi odgovorijo zmeri, vsi gasilci vedno rečejo za to, kar lahko pomagaš. Pa dobro, jaz sprašam tebe, ne vse gasilce. Ne, ampak tako vsi vedno rečejo, to je najbolj klasično, rad pomagam ljudem. Jaz bom pa rekel čisto iskreno, kul mi je, ko pomagam ljudem, ni pa to glavno. Definitivno mi je glavno to, da imaš stari igrače za odrasle. Dobesedno pač. A ni kul se pelati s fucking kamionom. Zveni malo gej drugače, ampak kot ko rečeš, ampak razumem, kaj si hotel povedati. Ja, poznam. Ja, fair. Je malo gej, ja. Imaš igrače? Dobro. Ja, ne vem, pač kul mi je stari, ne vem, veš kaj mi je kul, ker sem tak človek že po defaultu, da se raznajdem, kurac. Ne vem, nisem gej, no. Mislim, oni ki reče, da ni gej. Se ni nič narobe s tem, je v redu. Tako se, kaj se spuščate dol polni štangi? Ne. Aha, ne bolj Drugače fino. to se ful ukinja, te štange, ker je ful poškodb. Zakaj? Ja, se ne znajo? Ker niso fit. Veš kaj, ne, legit je pač ful je nevaren, ker to je 4-5 metrov pač. A Ja, veš kaj, ti imaš kamione v garaži spodaj, moraš računati, kamion je 3,20 recimo visok lahko. Oj, okej. Kako pa se zdaj greste po stopnicah? So tobogane, so začeli uvajati, ne v Sloveniji, v tujini pa ful tobogane, ker so ful bolj varni. Ful fun, drugače. Pač to je res en velik playground. Ja, sej govorim, no pač zato je kul biti gasilc, ker lahko pač se pomagaš ljudem, delaš v dobro ljudem, ampak stari, lahko greš, ne vem, lahko si reševalci z vode, pa je top, ker se greš, ne vem, na treningu reševanja z vode se lahko mečeš, kokar češ, lahko raft okolo obrneš, lahko greš na Savo raftat, pa rečeš, da si treneral, razumeš, kaj mislim, pač gasiš ogenj, tam je Jurija stopin noter, ti razfukaš neke vrata. Ja. Tako, res je, it's a game, ne, mislim, it's a game, ampak bom rekel tako, To je hudo. profesionalen game je pač, no, še zmer si odgovorno za svoje dejanja, ni to zdaj, da mi prijemo pa razbijemo vrata, mi drugače v vsakem primeru, ne vem, če je poziv, da moramo mi odpreti vrata, bomo definitivno odprli vrata na način, kaj je najmanj škode, a ne. Tudi ne vem, a veš si folk predstavlja, prijemo, razbijemo vrata, pač ne, mi se bomo sprehodili okoli bajte, če okno na kip ga odpremo v 30 sekundah, a ne. Imamo pač neke naprave. Kako odpreš okno na kip?
nakip, ne vem, kako se sploh Na reče. Ventus. Pač to, Ja, da ja. bi vedeli. Imaš eno tako napravo, veš, kluka je vedno gora, ne? Zato sem Ja. si tudi kluko doma dal, sem si jo premaknil, da imam tako, zaradi lomilcev drugače, Aha. da imam tako, ko imam nakip. Zato, ker mi imamo tako napravo, v bistvu, ko jo daš tako do zunaj, jo daš, težko je zdaj to opisati, no, ampak jo daš na kluko gorjo nasadiš, tako, kluka, ne, ti to napravo gor nasadiš, Ja. pač jo daš, taka železna, in imaš dve špakci, in eno špakco imaš tako levo, eno pa gor, ne. In v bistvu gor držiš zato, da ti ne pade dol. Levo pa sam potegneš s priseskom vsep, obrneš, to je to. Se pravi, pa 30 moraš sekund. okno zapreti, Kaj, da ne ko moraš obrneš. Ja, se imaš prisesek, vsep ga potegneš. Ti imaš pa špago še vsem to. Ja, ma kaj niso ponovadi okno tako na rebrasta, tako da... Ja, kaj špaga še vedno, ko je okno zaprto, lahko ti jo muvaš. Wow. Ali pa odvisno tudi od okna, verjetno. Imaš protivlom na okno, Ja. te zadeve, ja. Ja. Pa 5-točkovno zaklepanje, pa ne vem kakav. Kako pa pol tam moraš pač usut, verjetno pol, ne? Zdaj jaz ko vedno pravim, a ne, najcenejšo varianto konc koncev, vse je vedno denar v igri, nažalost, a ne. Je usut. Ja, veš, doskrat se zgodi, da imaš protilom na vrata, ki so, ne vem, 70 jurjev, a ne, Ja. valjda bo šipo razbal, kaj pa 500 evrov. A še veliko ljudi tudi si mi je ful smešen, ne vem. Neka čip okna vrata za 10 jurjev model, kva si mislil pač. Ja. Zdaj, če se, a veš, si moten, ne vem, a pa knav v steno pizda, pa vrata z 10 jurjev, kva si mislil, pa čez knav ti bom šel noter, če treba. A veš, Ja, kaj sklad, mislim, če to si dosti krat priješ prej skozi steno, verjetno, Ja. skozi A kakšno mislim, vrata. Nisem še, osebno nisem še tega naredil, da bi šel čez steno, ampak smo pa v okna že valjda razbili zaradi tega. Ne vem, greš na streho, kakšna, a veš, kaj tudi dosti gledaš, da pol, ne vem, imaš kakšno staro gospo, whatever, ne, pade noter, se poškoduje, moramo mi noter, reševalna policija, moramo mi noter, vedno pazimo na to, da veš, ta gospa bo zdaj nekam šla v bolnico, na neko bolnišnično skrbo, karkoli bo pač rabila, In ti moraš to preprečiti, v glavnem. da ona gre v bolnico. veš kaj. Ne, jaz moram preprečiti, da pač, ne vem, probaš neko okno, ki ni na glavni cesti, razumeš? Razbiti, Da ali nima pa nekaj- problema s tem. Ja, da ne bojo zdaj kar vsi videli, da je odprta, razumeš? Ali pa tako, ne vem, tudi recimo, če pa cilinder šraufaš ta na vratih, a ne, to imamo tudi približno minuto pa pol rabimo, nauč. Če si zvrzeran. Ja, to ono, ki z ono palčko in pol... Ne, to je čisto drugo, to Aha. se sploh ne dela pri Aha, nas. okej. Mi imamo sveder, A ja. damo noter šrauf, v bistvu pa imamo pa neko, kar za navijače, pa odlomaš ven cilinder, pa z unim vitrih ključem pol odkleneš. No. Čisto tako. No, kar se tega tiče, kaj sem se hotel povedati, fucking shit. S to nonico. Ja. To nonico, ja, pač in ti moraš pač, a veš, mi imamo tudi lahko, imamo svoj cilinder, ga damo not, damo policaju ključ, tle je to, ali pa ne vem, policija da un pečat gora, ne, a veš, tako malo paziš, da, ne vem, a veš, ja. mene drugače ful prizadane zmeri stari, ki se rečem pizda, ne vem, ali je truplo, ali je neka, ali je še stara gospa, ki je še živa, kakorkoli, ampak mene vedno prizadane stari, 3 tedne te noben ni prišel pogledati. Ja. 3 tedne si bil sam, noben te ni pogrešil, čez 3 tedne slučajno ena soseda pokliče, da nekaj smrdi na hodniku. Kva da fuck? Ja, to je realnost. To je realnost. In jaz te in hollywoodske filme, pa to, kar se kole, folk, pač to se dogaja. To se dogaja, lej jebi ga. Pač, it's a reality, pač, zato meni te hollywoodske Fuck, ampak za reč, evo, če požar in kljub vsemu temu, vi še vedno ful premišljeno vse to zrihtate. A povej, če je požar, če vse gori, pomeni, kar rukneš dol in greš, ne? Kaj to misliš? Vsi, ko gori. Pač. Je to- Ja, zdaj kaj požar praviš, hiše, tam, Mati. živa, Od zdravo. Jureta mama namaha in kaže jezik. Za požar ni, da kar razbijamo, pa tam panično. Pač imamo, veš, mi imamo vse, imamo postopke spisane, s katerimi avti boš šel, s koliko ljudmi boš prišel, kaj boš delal, vse to je dogovorjeno načeloma. No? Tako, in smo naučeni, in mi dobro vemo, kako. A veš, ne vem, recimo goriti le ta studio, whatever. Ja, bomo pač razbili eno šipo, pa bomo pogasili na hitro. Ne? Greš pa ti zdaj neko bajto, neko kuhno. Ej, ne boš rabo, imamo gasilni aparat. Bosta vidva usposobljena za gašenje. Matej, začetnih bo tako, požarov. kaj Jure, kaj vrnite stisniti? Ja, enkrat smo imeli en požar, model je fuknil cel aparat noter. Kaj samo fuknil? Sam fuknil, ker je mislil, da to eksplodira. Ima drugače obstaja, ne, ona bombica. Ja, za nad kuhno ali pa za nad napo. Ne, ja, fuknil aparat, ja, in je mislil pač, da to eksplodira. In je bilo pač tam aparat, ki bi vzel požar. Mi smo bolj tako prekopavamo, pa tako, kva da fuck je to, veš. Tako, še en aparat, ali 3 je to zmeto nota. Ne? Pač na enem kupu so bili, tako mi, pač valjda nisem imel 3 aparatov skupaj montiranih, veš, in tako, gospod, kaj ste videli, veš? Ja. Panika, veš, Enkrat v panika. klimo tlačil, stari, ki je mislil, da bo pogasil požar avta.
Kaj naredil? Pač armaturka, vse. Ja. Tank klima vam piha. Ja. Je noter pomarančo zatlačen. In za boljši vonj. Požar avto, jaz ne vem. Ja, njemu se je začel kaditi ven iz klime, nekaj motor gor. Ne? Ja, logično mislim. In on je porinil not pomarančo, bo rešil požar. Ne? Tu na reševanje Veš, to problemov. vse v paniki dela. Ne? Pač, Tu na kot da daš flajšter, ko se ti potaplja barka. Ok, najbolj bizarna intervencija, ki se ti je zgodila. Bizarna, dej, to je tako, ne. Moje najljubše, kar rad povem, je definitivno to. Eno vam bom pol povedal, kar res ni za javnost, ampak je na hard huda zgodba, pa jo rad povem. Druga je pa papigo smo lovili, no. Sicer je tako, sej ni nič posebej, ampak mi je bilo ful cool, ker nisem vedel, da se bojim papig, dokler je nisem lovil. Ne. Tako bila je una ara, ki ima tako tok razpona, ne. Se imam še nekaj fotke. Take papige so stari. Ja. Pač komadne. In je bila to neka papiga domača, ki je spizdila. Ne. In je letala tam po Kamniku, po drevesih in pol so itak klicaži ful zgodi gasilce, ampak smo mi rekli, bomo prišli čez 2 ure, vi se za njo vozite toliko, da se zmatra, veš, ker pol ne more leteti, veš, ker te itak domače papige niso navajene ful leteti. Ne. In pol na enem drevesu, tam v bivšnih Smodnišnici, prijemo mi z avto lojtro, to 32 metrov dolgo, dvignemo goro, jaz v košari, un lastnik je šel še zraven, smo rekli, ajde, ne gre lastnik zraven, ki ga papiga pozna, ne, jaz v čeladi z vizirjem, bal sem se za live, pizda. Bliže, ker sva bila, jaz sem bil bolj tako stran v košari, veš. Ker je ful je farfotala, kakorkoli, in mi je bilo sam weird, pač. Ne vem, in pa smo dol dali, in pa smo se tako 6 komadov gasilcev tako slikali za papigo in z lastnikom. Tam je bila tako taka najbolj tako, Za požar, vratno, skozi šipo, papiga, beži stran. Se požar je povedal za njihovo highlight. Kaj da je? Da je highlight, da končno se nekaj dogaja, ko je požar. Ja, ne bom rekel, da je čisto res, ampak približno. Mislim, imaš te mime, no, ameriških gasilcev, ki v Ameriki so tudi reševalci gasilci, ne, pač imaš te dve službe združene. In imaš zmeri neke te mime, kako kaj poziv za, ne vem, reanimacijo, pa nekaj pa vsi tako počas grejo, ok, pa v structure fire, pa vsi laufajo. Ja, končno zato, kot smo se učila, veš. Mislim, imam eno storijo, zdaj sem spomnil, moj nono je pozabil, moj nono je v 4. štuku v bloku in je pozabil pač ključe, on je pa je bil že spodaj. In moj nona pač pametnjakovič, da mu vrže ključe dol, ne rabi hoditi. In moja nona je zadela vrh smreke in ključi pristali na smreki. In poklicala prijazne gasilce, da ji pač grejo to da dol. In rekla, jo, ful sorry, ki vas mantram, pol jih je povabila na kafe, rekla, ful sorry, rekla, ne, pač nam se zdaj nekaj dogajalo ta dan, tako da hvala. Ja, pa mislim, vse, ja, veš, pač vse na vsake tok se zgodi. A veš, lih to je tudi cool čar tega službe, ne veš, kaj bo, ne veš, kako bo, a veš. Vsak da nekaj drugega, ja? Ja, pač lih to ni monotonost, ni to pisarna, no. Ampak dobro, respekt pa, ko se zgodi pizdarja, se namuči ste. Mislim, ja, recimo ta kras je bil kar project, bom rekel. Project X, ne, ampak bil kar project, recimo za celo Slovenijo, za sistem, več ne bom komentiral, tle se bom ustavil. Mislim, kako je bilo ti ven, si tudi šle pomagal, ne? 4 dni sem bil gor, ja. In kako to zgleda? Ja, pač ogen. Ja ne vem, kaj tam prideš in... Ne, lej, tako je. Mene se zanima, kaj izjema, kaj ti držiš v nocejo in gasiš in kaj... Ne, lej, tako ti bom rekel, pač to je bil res ogromen požara, ne, tle je bil tudi preskus za sistem, bom rekel, celoten sistem in to vojska bo postavila to, a bo je uno to, a bomo imeli hrano čez 4 ure, veš. Tle ful enih stvari pride, ne. Pač ti moraš zagotoviti hrano. WC, ti moraš imeti menjavo, ko gre na WC, ne moreš ti tam, da kar gori, ti pa greš casom. Ker niste stali na ognju. Nismo stali na ognju, ker te lahko peče, ampak ne, ampak drugače pa načeloma pa se pravim, pač to je ful je eni logistike zadnji, ki se ful ne predstavlja, veš kaj mislim. No, si to prašal. In je pač lih to fora, da pač mi smo prišli kaj na zbirno mesto, ki je bilo postavljeno, pol se nam razporedili, ne vem, vi greste tja, vi greste na un sektor, vi greste kaj in pol pač dobiš naloge in delaš. In gasiš tam požar in javljaš, kaj se dogaja, ne vem, tam je preskočil. Ogen gori. Veš kaj ti moram povedati, da zdaj tle gori. Ja, gori. Tle gori. Čez 5 minut še gori. Ja, pa kao dajte delati redne reporte na 1 uro. Gori. Kaj pa recimo, dobro, smo šli na fan zgodbe, pa kaj pa si kdaj našel kakšnega mrtvega človeka? Našel, sem jih videl veliko, ja, ampak ne vem, če je to za člani podcast. Ne, se ne reš povedati tudi detajle, ampak ko si se pa počutil, kako pa si se počutil? Rečem, pač eni pravi, rataš robot, stoji na robe. Vse pogovorimo potem, za moje pojme ima vsak človek eno mejo, ki mora si reči, ok. Razumljivo. Stop, pogovor se.
definitivno ne speram, ful mislijo ljudje. Ja, ne pomaga, ne? Treba obdelati ta čustva. Veš, kako smo imeli vedno, po vsaki intervenciji, kaj si rekel, da? Da je treba obdelati ta čustva. Ja, dejansko je treba, pač, ker se ne drugače jih prisiliš. zapiješ vase in rataš monoton in si Ja. emocij ne čutiš. Ja, neč, kaj ne rečem, ni lepo videti mrtve, posebej ni lepo videti mrtvih, ki jih mogoče poznaš in podobno. Kaj pa, mislim, si tu reševal, ko ste rezali kaj iz avtov? Tudi nek, ja, mislim, tudi to je. Ja, iskreno, te prometne so pa tako, jaz pravim sestavljen, kako je moraš razstaviti, ne. Ali pa moraš koga tu sestaviti, ne? Ja, to dela urgenca, mislim, to dela reševalna. Ampak ja, načeloma sestavlja se prav ne na kraju, no. To pa v bolnici delajo. Kot gasilec, ne? Kaj bi bil na svet, recimo, za voznike? Kaj ne bi nikoli Ne bo priporočil, šel kar vidiš? za zavod reševalni pas definitivno kot voznik, pa tudi, če nisi udeležen v prometni nesreči, delite reševalni pas, se pravi, ko se pod 60 km/h voziš na avtocesti oziroma hitri cesti. No, povsod, ja. Ja, delite reševalni pas. Omikite se nam, res. A veš, jaz imam tudi izpit za kamion stari, ko jaz ustavim ta kamion, jaz rabim 20 sekund, da prijem spet na eno hitrost normalno. To je težko pač, ne? Razumeš, kaj mislim? In vsako ustavljanje pa tam manevriranje ti vzame minuto takoj. Zdaj pa vemo, zlata ura je nekje, človek bi mogel biti v 20 minutah v bolnici, da je vse cool. Ni vedno tako. Tako da... Ja, jaz vidim ful avtocest, da delajo vedno ta varnostni pas. Mislim, res se ga dela Mogoče vedno. Primorka je ful... Ja, no, vse vidim jaz vedno. Dokurčena do tega, ampak še zmer ni dostno. Še zmer se to treba pozarjati, no, tle lahko reši shout-out, pač folk delite reševalni pas, tudi če je gužva, lahko sam pele rešilci z Logatca v Ljubljano, pa je treba. Ja, razumeš, ni nujno, da je prometna. Bolj so problem te, rekel, jutranje konice pa to, no. Če se karkoli zgodi, ne se bat, nam rekel pomagati, ker marsikdo se ne upa pomagati, lej, rata paničen. Ampak probi se tok zbrati pa poklic 112, a pa ustav se stari, dej šipo dol, a je karkoli. Ne vem, lahko je nekdo pod avtom, pa misliš, da avto šraufa, stari, mogoče ni pod avtom, zato ker avto šraufa. Pa se bo še 30 ljudi mi pelal. Dost set zgodbe, veš. Obstajajo zgodbe, ki je folk 3 dni ugrabno odkoli ob cesti bil v avtu, pa se noben ni ustavil. Ja, ki ni vedel verjetno niti, mislim, ja, ni vedel niti mogoče nekdo, da je notri. Ja, sej, ja, veš, noben se ni ustavil, pač ne, mej to neko sočutje, whatever. To je moj nasvet, no, dej poklic 112, pa itak te, lej, bom tako rekel, operateri so običajno zelo prijazni. Če boš ti rekel, lej, jaz sem tle, ne vem, a zdaj rabijo gasilci prijatelj, ne, lej, ali pa reševalci, ali pa policija, ali pa gorska, ali pa potaplaška služba, karkoli. Lej, boš, da ti pokličeš 112, pa veš, da si, bomo mi prišli, mi znamo delati, mi smo zato, da pomagamo, ne, ampak da poklič, it's enough, dosti si naredil. Ja, ne rečem, lej, če znaš slučajno uživljati, če znaš to, ne, nekomu ustaviti krvavitev, ja, nared to, stari. Jaz sem se lik zadnjič naučil ni Heimlichov prijem. Heimlichov prijem. Ja. Veš, ko se nekomu zatakne. Imamo eno foro, da je to Himmlerjev prijem. Ja. Vemo, kdo je Himmler, ne? Ne, ampak ja, to sem se zadnjič naučil. Pač ono po me prije ful prav, ko ne veš. Mislim, ko se zgodi, moraš vedeti, kako to reši. Himmlerjev je za dušenje, ne? Ja. No, Ni Heimlich ali Himmlerjev? To je bila fora. Ja, dobro zajmaš. Heimlichov prijem je za dušenje, pa imaš pa še recimo Rautka, je dosti podoben prijem, je pa za izvlek iz vozila, recimo. Ko pa je to? Neke urgentne zadeve. Ja, ne bom zdaj tle kazal na vama, ampak načeloma je to tako, nekaj primaš ga tako pod rokami, tako čisto dosti enostavno, pa ga pa zvlečeš ven iz avta, ne vem, če avto gori take zadeve. Pač najlažji način, da ga ven vlečeš, pa da mu ne spahneš celih ramen. Ja. Če ni pri zvesti. Raje mu izpahneš ramena, kot da se zažge, ampak v avtu. V skrajni sili pa vse naredil, valjda, Ampak so kar pozorni, no, te gasilci, pač pazljivi in vse. Ja, valjda je treba, stari, še veliko se lahko zgodi, da boš ti še zajebo dodatno človeka. Vse se mi norca delamo, ne moš več zajebati. Motoristi in čelade isto, ne, ki dajo ljudje čelade dol motoristom, ko ne smeš, ne. To je pa zdaj tako, ne, ker se stroke tiče, bi se raj še izognil te debate, da je čelado dol ali ne. Je prav tako? To so na hard teme, tako, mislim na hard teme, prav tako. Če sem tako rekel, če ne veš, ko delaš, pust pormet. Sej to sem dosti krat slišal, da raje ne tikaj. Raje ne tikaj, Sploh, če si like. Kliči 112, drži ga za glavo, pogovari se z njim, to je to. Če to drži ga za glavo, ja. Ampak primer, ne, bom vračati glave, pa lejte, ga si zapršli. Kaj, se počutiš, baš v uni Big Dick Energy, ko užgeš lučke na kamionu? Tviz, da si frajer. Ja.
Verjetno si, ne vem, zakaj vsak otrok hoče biti gasilc. Ne vem, ki smo gledali gasilce samo ta. Ker si frajer. Ne, jaz bom tako rekel, pač, ko zgaš lučke, ja, da je ne mere, da si malo tako. Ok, to je zdaj tako malo... Ampak ja, načeloma je cool feeling, no, pač kaj ne rečem, ampak je treba pač biti voziti previdno in podobno. Ja. Mislim, vem, da nič ni najlepše, nič pač rajši nočeš nič, ampak kaj ti je najbolj cool za reči tako pomagati pri poplavah, pri požarih? Kaj da še bolj zakuri? Kar se tiče področja, definitivno reševanje z vode, to mi je full cool. Oziroma, se upravičujem, napačen izraz, reševanje na vodi, iz vode so potapljači, ne? Aha. Tako imamo full. Oprostite, gospod, vi ste že malo pod vodo. Ja. Pa ni moje področje. Veste kaj, bomo pa kar potapljačko službo aktivirali. Ja, žal. Žal moje licence samo do gladine. Ja. Vete, nimam papirja. Až pa tako 10 centi in nimam papirja, gospod, žal. Ne. Ja, kaj, učitelj plavanja ste tudi? Sem, ja, lik zato mogoče, da mi je ta reševanje z vode, mi je ta aspekt gasilstva in... In kaj ti za nalaših ne naučiš, da jih lahko pol rešuješ? Ja. Da praksa, ne? Treniraš. Ja, ali pa pol podati mogoče njegov flyer, ne? Privatne ure plavanja, unemu, ki se utaplja. Tako učim tudi plavanje, če se zanima. Ok, kako to? Ja, to sem pa včasih treniral plavanje, pa sem pa itak prek kluba takrat licenco naredil za učitelja plavanja, zdaj pa tako, no vsake toliko še kaj učim, no ni zdaj, da skozi to delam, ampak kako šolo v naravi potovčem pa tako, no. V preliki. Ja, ampak mi je cool delati. Jaz sem videl, ko dojenčki učijo se plavati, ki jih kar vržejo v vodo. Da si videl, kdaj. To je brutalno, ni čistko, no. Zakaj to delajo? To je meni full too much. Jaz sem videl, zadnjič sem videl, vržejo otroka notri, vržejo otroka notri, otrok to pod vodo in pol... Ne, je pa imaš pa en prav kao, ne sindrom, ampak eno obdobje otroškega razvoja je, ko se bo otrok vedno rešil. Odaj. Ja, Kaj pol smo pusi? Pol pa rataš pusi. Ampak nekaj tako, v dojenčkovem razvoju eno obdobje, ko se bo otrok v vsakem primeru rešil. Verjetno si gledal kakšen ta video. Ma ne, pač otrok, ne vem, Jaz sem videl eno dojenček je bil. Ja, je bil tako video v bazenu, ena gospodična in en tako res, tako Vrgla ga je notri, tako bum. In ga je fuknila not. In on je otrok pod vodo, 4 sekunde, in ga je že hotela primiti. In pol se je sam nekako obrnil. Si ti bram. To je po moje to. To so hoteli pokazati, da ima ta Ma dobro, Bog je otrok. trauma pa je. Dejansko je travma. To. Je trauma. Po moje je. A ja, Je pa res, da tudi kako pol taka je zraven, ker mu otrok zaupa, po moje odreagira. No. Jaz bom tako rekel, pač ne, da so se mi utapljali otroci, ampak daj pojejo vodo, ne? Ne, ko učiš plavanje, prsno se znata oba plavati, sta primorca, valjda. Ne, prsno, recimo, ne, ko učiš pa on, da mora izdihvati v vodo, kdaj pojejo vodo, lej, se naredi, ne, in pol te tako gledajo, se tam dušijo, ne, ampak... In ti si že nizko, si že pod, sorry. Nimam licence. Ne, pač sam rečeš, da, mislim, moraš ga umiriti otroka, razumeš, moraš mu reči, to ni nič. To ni nič, kaj te še čaka. A veš, to, ja, kaj te še čaka v lifeu, kao žena te še pustila, stari, ena te bo sinala, a veš. Ne, kar je pomemben, je, da moj otrok, da ne odreagiraš pa reč panično. Ne vem, če ste opazili, kdaj na kakšnih igriščih Fakt, to je zdaj. Ok. Dobro, ko opazuješ malo otroke na igriščih, kaj si hotel reči? Ja, ne, tako pa če opaziš, a pa starši, kakorkoli. Eni starši ful odreagirajo. Ja, pač ker oni razmislijo, da je panika. Ja. Če pa ti otroka, ki pade, pa vidiš, da diha, ima vse življenjske znake, nisi polomil noge, noga mu ne visi, koliko mu ne bi smela, ni poškodbe, nezdružljivi z življenjem, ne? Otrok se bo pobral in te bo pogledal in če boš ti se nasmehal, on se bo igral naprej. So vse držan, sine. Ne, ampak res. Ja, vse res. Ma sej, ker on pogleda tebe, kaj mora čutiti. Tako, bravo, svaka čast. Kaj, lahko veš kakšno štorijo iz teh tvojih šol v narav? Kaj? Lahko jih slišite na črnih večerih stand-up komedije. Ok. Jaz sem jih že slišal, ampak bomo prihranili ta material za nastope. Pridite na nastope, ja. Je vredno iti na njegov nastop, da čuješ kaj. 7.4. ne vem, kdaj bo ta podcast zunaj. Predtem bo. Bo že? V torek bo. A ja, že? Ja. Pol pa mama, danes je materinski dan, takoj, ko bom lahko pridem k tebi za rožo. Te objamem in poljubim. Te lahko je vprašamo v temu ali rajši ne? O čemu? Posvojen sem. A res? Ja, smo se zajebali. Ne, res. In kako je
Biti nezaželjen. Veš, kako je, ne? Jaz vedno pravim, lej, tebe so dobili, mene so se izbrali. Ne vem kako. Drugače to ponotranjiš, pa odvisen, kako ti to starši predstavijo za moje Po moje pojme. je to zanimivo, ja, mora biti. Mislim, pri kolikih letih ste posvojili? 11 mesecev sem bil star. Tako da po moje, za moje pojme, Imaš cool. Ker pri moje 7-8 letih je že čist druga dinamika. Ja, ja. Ja, mislim, zdaj si zareč odvedno že bil s temi starši, ki jih imaš, ne? Tako da... Ja. Je pa res, da mi je to psihoterapeutka mi je pa rekla, da jih v teh 11 mesecih pa una toplina je ful pomembna za razvoj, kognitivni razvoj otroka. Kdaj bi si pa zvedel to, kdaj so ti povedali? Zdaj foro, ne bom foro povedal. Daj foro povej. Ne, povem, Ja, načeloma imam eno foro, kao da takrat, ko sem se naučil brati, zaradi tega, ker so mi napisali listek na hladilnik, ne. Načeloma pa ne vem, ne spomnim se prav momenta, veš, ni bilo tako v eni telenoveli. So ti počasi počasi so ti nastavljali. Ja, lepo. Ampak se mi zdi najbolj pošteno. Ma, veš, da so to pravi starši? Ne poznam jih, bil sem letos na veleposlaništvu makedonskem, sem makedonski čefur. Ja, pa to ni... Makedonci čefuri, ne? Ne, niso drugače. Ja, se to je. Ja, si bil na veleposlaništvu? Ja, in sem šel vprašati, kako to zgleda, da bi jaz to spoznal, zvedel. In mi je samo una kraljica tam rekla, pa zakaj bi vi grel staro juho? Sem se obrnil šel in nikoli več me ni zanimalo. Fuck. Starši. Videl bi sliko, ok, Facebook neki daj pokaži mi sliko, tako zgleda. Ok, mislim, tako sploh veš, da so ali niti... Ne, ja vem, kaj ba je, da je bila mama neka dijakinja, študentka varianta. Ma ne, to si je videl, kakšna je. Ne, ja, vidim. Ba je, da to je pač ta popolna posvojitev, da kad te rodijo, imaš že pregrado, a ne? Sploh bi videl otroka, da se ne more navezati. Prav jaz teoretično nisem mame videl nikoli v life-u. A veš kaj mislim? Te biološke mame, pač mama je moja mama. Pač. Razumem, ja, je zanimivo drugače. Ker ima ta list Slovenija pa Makedonija ima ta nek sporazum podpisan za neko popolno posvojitev. Ma ti si bil rojen tukaj ali dol? Makedonija, Skopje. A res? Ja, jaz imam Skopje. Imaš tudi državljanstvo? Ja, seveda, ti si Dvojno, ne, imaš, ja. Nikjer tudi, če bi šel jaz zdaj gledat, nikjer ne piše, da sem jaz posvojen. A veš kaj mislim? A to drugače piše? Samo rojstni kraj mi piše na vozniškem mi piše Makedonija, Skopje. Kjerkoli, da bi karkoli je preveden in ta rojstni list in vse, kot da sem rojen tle, ampak sem pač v Makedoniji. Nikjer ne piše posvojen, a veš kaj mislim? To je popolna posvojitev pač. Ful zanimivo drugače, to tako, da... Kaj so ti tvoji novi dali ime ali si že prepričal z imenom? Ne, novi. Do takrat si cifre. Ampak pravim tako, no, pač enkrat sem v Jali nastopil nek 8-9 nastop in sem bil tako, kdo kle posvojena, veš, in tako ena ženska dvigne roko in je tako, oh fuck, veš, kaj bom zdaj, pač nimam fore na to. Pač obema je mal bad, obema je po en stran cool, upam, da je tebi tudi cool, tako kaj men, ko sem prišel v Slovenijo, veš, kaj mislim. Ona je sicer bila posvojena Slovenija v Slovenijo, ne? Ampak mi je bilo tako, fuck, še en s to težavo, veš, mislim Težavo, ne, s to pač... S to izkušnjo. Bravo, Rimenič. Pač ne vem, drugače jaz tako doskrat pozavam, meni se doskrat zgodi, da se zmed nekaj pogovarjava, pa ona meni tako nekaj razlaga tam o nekih boleznih, pa nekaj v družini, pa tako, jaz sem posvojen. Fuck, ja, veš. Tako pač jaz pozabam, no, meni, ni mi to... Ja, kot otrok sem to obešel na veliki zvon, danes mi je to tako... Side business. Zdaj, kot si rekel, vedno so s tabo, tako da pač ja, pač to so starši stari. Jaz pravim, a veš, to je tako, kaj se ne pravljice, neka volčji trop, račko posvojil, a ni neka fora bila, ali prašička so volkovi posvojili, pa je polon se blašil. Jaz vem drugače, da so, pač to je po dejanski zvedi, da so volkovi pač otroka posvojili, ne, in je pil bolj, to je dejansko bilo res, ne, in je bila ona, punčka je bila divja, pač je bila ko žival. To. Jaz vedno pravim, vzgoja je to, kar te oblikuje. To jaz sem mogoče dokaz, ne. Ker mi je bilo ful dobro, enkrat, ko smo šla s fotrom v Gardaland, me je pelil in je bil tam tako avtobus makedonskih nekih dijakov, lih toliko starih kaj jaz, ne dijakov, osnovno šolcev sem bil še takrat osnovni. Pa je fotor tako mi rekel, a ti karkoli počutiš podobnosti z njimi, skoro nič, nobene, razumeš. In nič se jaz ne počutim Makedonce zares, ja, valjda mi malo neko v duši, kad je makedonsko devojče, kdo gor da, valjda mi razpuca mi srce, veš kaj mislim, ampak tako, drugače pa nimam nič s to kulturo, nič. Si šel kdaj v Makedonijo? Pri 13-14 letih smo šli z mamo
kao izlet pogledati. To mora biti drugače zanimivo, še vedno Se tako... zdaj jih letos grem na Balkan trip, zdaj polet grem. Da, kar potuješ ti, ja? Ma treba je potovati, fotor mi je lik zanč rekel, sej se ti zabavaš v življenju, sam treba je potovati, ko si mlad. Se to je res drugače, ja. Dobar je. Dobro, zdaj greš na Nizozemsko. Kako to? Kaj greš delati na Nizozemsko? Kva grem Nizozemsko? Ja, nič, grem kaj, stari, odklopiti možgane, 14 ur se bom Malo na samo dopust. v avtu, ko mi čakam, da se sam sedem greš? v avto, da poslušam vaše podcaste, da poslušam Sebe boš poslušal. Ne, ampak dejansko pač sem si rekel, pač imam že ene par vajnih na lagerju, na playlisti, pa še ene fejmiče imam, pa meni se zdi, imam še en... Femiči so fuldari. Ne, ampak odvisno od gosta, iskreno lahko povem, pač. Ja. Tudi pri meni se zdi, pač moj dobesedno podcast varira od gosta, jebi ga, bodimo realni. Sej Selakovič, ki je zdaj naredil ideja podcast z Goranova, ne? Ja. Valjda je, če je model dober inteligenten, pa podcast, dobro ja. govori, pa dober glas ima, pa poslušljiv je. A ne? No, grem gor se spočitno. Do kolegice ene gasilce grem še pogledat čistko. Ta gasilski turizem je v meni, ne, jebi. Gasilski turizem. Kaj to je tako neka skupnost s vami, international gasilci in tako? Pa kjerkoli na svetu priješ pa rečeš, da si gasilc, po moje lahko tam spiš, ne postaji, če rabaš. Oh. Po moje, kje bi ti še avto dal, pa za jest, pa živel bi lahko tam. Ma kaj imate kakšno, jaz sem gasilc kartico, ali kako to Sej se dokažeš? vidiš se. Ko bi se ti postavil tam pred ogrado, bi te nabil, ne? Ali pa s hidrantom bi te ne zabavil. Ja, ne, sej Ampak bi ga priješ, lahko. itak takoj vede, unaučino, da si že nekaj videl. No, še za na konec, da obdelamo, kako to, da si se rekel, da boš imel podcast? Kako to, da si se rekel? Kako Kot da sem se rekel. Kako to, da si rekel, da boš imel podcast, no? Ja, prvo sem bil kao stand-up komik, ne? Ok. Zdaj pa je lahko govorimo stand-up komik, ker to je danes Perica par meni rekel, da si komik takrat, ko prvič stopiš na oder. Fair. Jaz sem imel sicer neko idejo, komik si, ko ti prvič plača, ne? Kaj tudi cipa si, ko ti prvič plačajo? Ne, zakaj sem podcast začel delati? Čisto zaradi tega, ker mi je bilo dolg cajt med korono, pa kaj ni bilo nastopov. Kaj ni drugega rečem, pač to be honest, Pušnik, moj cimer, ima itak ta stand-up intervju, pa sem jaz itak na začetku... Ma to je drugače... Nisem še slišal za to. Ja, tudi ne. No. Stand-up intervju. No. Koliko časa to dela? dela? S slovenskimi komiki ima Koliko časa to 60 dela? epizod mar. Raz. On je začel neki Pa komik. ni nič tako, no. On dobesedno se usede v park, pa se sam pogovarja. Ampak res samo stand-up. Poglej si res, ti bo pomagal, veš. Hvala za Veš nasvet. kaj? On ni več komik, on je poklic, po poklicu neki drugi. Ja. Tako. Kaj si že po poklicu? Rivanič. Ok, za na konec povej najboljša stvar pri stand-upu. Jan David se pogovarja, moj podcast. Ne, kaj najbolj... Ja, ok, shout out, ja, tudi to. Najboljša stvar, ki ti je pri stand-upu. Najboljša stvar pri stand-upu. Ja. Zakaj to delaš? All eyes on me. Followeri na Instagram. Ne zgleda. Ne. A veš zakaj? Zato, ker se počutiš sprejetega, kurat. Ne vem. Okay. En tak feeling ti da. En tak feeling ti da, ok, cool, vam je to cool. Meni je to cool. Nekaj sem naredil. Zdaj lih zanj smo se, ker smo se z Ljutomera pelali, je lih en Borišek je rekel. Je rekel, da v bistvu ti manipuliraš z ljudmi, kar je po en strani grdo rečen, po en strani pa resnica, ne? Ampak ja. Manipuliraš dobre emocije z njih, evo. Tako. Ne poliraš, Smeh ne je bolj manipuliraš zdrav, za za drugo slabo. polovico poskrbimo mi. Kaj ti je najboljša stvar pri gasilcih? Jaz imam še eno boljše vprašanje mogoče kot to. Kaj mi je najboljš pri gasilcih? Kaj pa vama najboljš pri gasilcih? Kaj vidim, mislite, da vama najboljš pri gasilcih? Kaj bi probala, če bi zdaj lahko šla na gasilsko brigado? Gasit, dejansko gasit. Jaz sem že bi probal se- gasiti. Res? In? Kaj je prav notranji požar? Ma ne, veš, ono, ki naredijo test, no tako. Ko ti A postavi... ogenjček, pa ti Ma ja, ni takoj bil z tako, aparatom. ja, neki bolj tako in sem malo gasil, ja. Mislim, Notranji požar je experience, ne? Mislim, Če ti meni- res švicneš, pa je Ja, res ja. vroče. zanima me, koliko hitro se pogasi. Tako da zdaj ogenj ni prijesti z unocev, ko pač Odvisno, kaj gori. juno je full velik Odvisno, kaj gori pritisk in točno to, ampak nek notranji požar zelo hitro pogasimo, veš? A res? Zelo hitro, sam je pač problem je prijeti noter, problem je, ker je zakajen, ker ti fucking ne veš, kaj S tem, si. ko si notri, je vse ok. Ja. Je. Če prideš noci, rešil, si tam. Bolj še špricneš in to je to. Začne, jaz pravim. Najljubši del podcasta, vprašanja, parapa. Najljubši del podcasta, ko gost pride in ko gre. Tako. Metka underscore Schmid. Samo malo se strinjam. Underscore. Ja, Schmid, talent, ki ga imaš. Zabavati ljudi. Mogoče biti dober poslušalec.
Jure? Imaš Moj talent. Kakšen talent? Ampak sem selektiven poslušalec, to bom pa priznal. Če me ne zanima, ne poslušam. Jaz, če si nekaj zabijem v glavo, bom to naredil. A je to talent? Se mi zdi, da ja, zame, ja. Mogoče je. Ja, se je, vsake čas. Pač ta trdo glavost. Ne, se je. Sam ne smeš biti pa še perfekcionist. Ja. Pa si pa ne jebo. Znam rigat na ukazu. A res? VK_Lea, najbolj smešna intervencija, ki si jo imel. Ja, ne vem, papiga ali pa ne vem, tista papiga, ki sem že omenil. Ne vem, tako, ful je eni smešni. Predstavljam cel kombi gasilcem, ki lovijo to papigo. Ne vem, najbolj smešna intervencija, ne vem, kaj jaz vem. Mogoče najbolj smešna intervencija med žledom 2014, ki smo dubali po moje po 48 urah neprestanega dela, veš, klic podrto drevo. Itak smo bili na začetku jezni, ker smo kaj prišli, kaj tako taka veja, pa lahko bi jo sam fucking nekdo umaknil z ceste, ampak pa je bilo pa smešno. Itak smo se smejali bolj na koncu, ker smo bili tako, ja, gremo na drevo, aha, ok, rabimo motorko, ali rabimo škarice za nohte, veš te nekaj. Ja, pa kakšen je bil on izgled, se sprav spomnim, ko je bilo res vse čudno ledeno, tako. Ja, pa vse leto se je bilo drugače blizu, da bi ratali spet tam pri Logatcu. A res? Ampak je fora, da so ta drevesa že potovčene, ne? Nima se kam primiti. Mislim, ima se primiti, sam ta drevesa, ki je takrat recimo 40 leta, ne, se nabirali te slaba drevesa. A slaba drevesa so bila problem? Bolj ne, ja. Se je tudi nova, valjda, ki je bil na polno žlet, ja. Ja. Res tako apokaliptično je bilo. Zgleda, ja. Meni je bilo bolano, stari, v Kamaško Bistrico ste šla kdaj? Ne vem. To je izvir nad Kamnikom gor, no, v glavnem. Tam smo se pelali, stari, ene 2 dni smo se celo prebijali, da smo do gor prišli, ampak je bilo res apokaliptično, slišal si vnes poka. Se ti podirali za drugim, bolano, no. Ker it's a thing, no. Je bilo po mojem tako, kraljica v Wonderlandu, a pa Narnija. Ja, zgleda tako, ne, to se spomnim, ki je bilo, ja. Alja Pika Tomažič, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce? Jebo ga bog. Ja, kdo bo izvalil jajce, če ni kokoši? Ne bom komentiral tega. Jure. Veš, kaj sem li zanč prebral? Ne rabaš me to sem mnenja, evo, nimam ga. Point. Torej, Kokoš, valjda. Kokoš ali jajce? Verjetno. Ja, zato, ker jajce se je verjetno ustvarilo skozi generacijo kot način reprodukcije. Kako? Neke živali, ne? Ampak je bilo, a veš? Mislim, kokoško... To je drugače debatable, ali to je valjda to vprašanje. Čeprav je obstaja preverjen odgovor, mislim, da je lih to. Jaz bom tako rekel, vse oba odgovora sta kako definiraš kokoš? Kaj je za ti kokoš? Misliš, kokoš, moderna kokoš, pa je nastala iz jajca, ampak ona prakokoš lahko ni bila iz jajca. Prakoka. Dobro. Luka... Stara koka, dobra supa. Luka CZS_22. Biti z nekom, ki ga ti ne ljubiš, ali biti z nekom, ki ne ljubi tebe? Prva opcija. Pič. A to je pravno eno ali drugo? Ja. Biti z nekom, ki... Ga ti ne ljubiš, ali biti z nekom, ki ne ljubi tebe? Biti z nekom, ki ga ne ljubi... Fakt, to je ta psihopatska vprašanja. Pač jaz bi rekel, da... A poznate ono? Vse sem navezal. Veste ono foro, kao ženska na pogrebu svoje mame vidi moža svojih sanj. Ok? Ampak čez en teden ubije svojo sestro. Zakaj ubila so še svojo sestro? Ena moja kolegica je rekla iz prve streljila zato, da bi videla še enkrat moškega svojih sanj. In ba je, zato odgovorijo psihopati. Tako da hvala lepa, da prešla ta test. Ampak je sik, ne? No, lih to se mi zdi, da je tle en tak tricky question, ne? Pač, odvisno, kakšen človek si, človek, ki ima rad, če si malo, pač, če rad trpiš, ali če rad, da drugi trpi, je to vprašanje. Tako, dobesedno, ja. Ampak bom jaz tako rekel, na koncu se mi zdi, smo vsi egoisti, ampak tle niti ni egoističen odgovor. Ja. To je zelo tako. To je zdaj, ne vem, imamo imeli filozofski podcast ali ne, ampak nimam to prav. Dobro, ala je vprašanje, rajši sem z nekom, ki ga jaz nimam rad, ali ima mene. Na koncu dneva. Ja, odvisno, to je ego. Ja, na koncu dneva, če moraš izbrati. Mogoče, ne vem, bom se vzdržal. Imejte se radi. Idealno je oboje stransko. Tako, ali pa nič. Imaš kakšno vprašanje ti za nas? Ja, imam. Koliko imaš ti? No, številko noge. Ful imaš mehno. 41. Res? Ja. Samo?
Ja. Zanimivo. A CHL, to je custom made. CHL-ANI. A ja, lepa igra. CHL. Povej, ta burger člani, koliko pride? Bom šel po moje jaz zdaj. Pojdi pogledat. Mi Je bi šli s dober. tabo, samo ne moremo iti, ker zdaj snemamo radio. Ja. Je super, dober je. Kaj je kakšna promo koda? Rimanič 10. Ne bom plačal polno ceno. Jaz, še to lahko, preden zaključimo. No, vprašaj. Ura 10, tako bomo zrezali kaj. Kaj sem hotel reči? Ja, vprašaj. Se vam zdi fair, da frendu za uslugo plačaš, če on to dela poklicno? Recimo, kolega je taksist. Ja, jaz sem plačal enemu frendu, ki je naredil to, ki je po poklicu. Jaz pravim, To ja. ne rabaš vedno, Ampak daj mu pokaž. Ne, Ja. To je tako, kot da bi jaz zdaj prišel na tvojo, recimo, a pa ti na moj stand-up, pa bi tako, da mi za ston zrihtaš karto. Mislim, to je tako. Meni se ne zdi to kul, po eni strani. Pač, Jaz rad tako- plačam. ker tako bom podpiram rekel. to. Ja. Zrihtaš mi karto za ston, ma po nastopu te peljem na drink, te peljem nekaj pojest. Usluga za uslugo. Že če. Ajde, ja, ampak To. Ali pa vsaj jaz bi vse tako naredil. Če mi nekdo naredi eno uslugo, mogoče mu ne zračunaš polne cene, ampak mu reče, dej ti naredim za 50-60%, pa se tam družiš, pa mu prineseš še nekaj za jesti ali nekaj tako. Tako. Znaš pa ti biti oni, ki to dela poklicno nek dušbek, ono reče, dobro, hočem 150 €, ono, veš. Mislim, veš kaj, za Fuck taksisti you, uno, moram jaz tebi narediti uslugo, namesto da zdaj jaz to služim. Tako, ne. tako, lih In ti to je govorim. pač uno, že če ti naredim uslugo, Ja, ok, to, da imaš ti koncert ali pa nekaj vsaj drugo. nekaj mi naredi, ne veš, uno, dej, ali. Ne, pa sej Roka roko, ne. govorim. Sej, roka, ampak Ja. pol dej, poskrbi za me, ne. I got you, ampak you got me. Ja. Tako da. I got you, babe. Dobro. Hvala, lepa. ki si bil z nami, Živijo hvala, ki si srečno. prišel poklepetati. Kje te lahko folk spremlja, vidi, posluša, nasmeje. Spletna stran, Jan Šal- David. Ja. Čau, tavta, ja. Kje bo? Jan delal. David. Ja. jandavid.si spletna stran, sem si dejansko postavil. Tip ima spletno Imam stran. Instagram jandavid.si, ker so mi te star profil zbrisali. Se vidi, da sem spet follow, ja. Ja. Pol pa kva še? Ja, nič, Na povej, Facebooku kje me imaš lahko- naslednji nastop mogoče. Naslednji nastop 7.4. v Kamniku z Markom Žerjalom, on ima predstavo, jaz mu ogrevam v Kamniku Kotlovenci. Pol pa vstopnice? 21.4. v Kamenku, Okay. pol pa nisem siguren, kva še imam, bi mogel pa prav pogledati. Zaposlen človek. Ja. Drugač pa lej, kličite 112, pa mogoče prijem, če bom na vašem rajonu, ali nekaj, ne vem. Vse lepe punce. Še podcast? Podcast Jan David se pogovarja, zdaj sem na Spotifyju, Apple Podcast, Okay. Google Podcast. Dobrodošel. Hvala. Dobrodošel. Končno. Sem prav eni kolegici, sem moril, da me daš lahko na Apple, až kaj Povsod nimam si. devicea, veš. Povsod si. Pa Spotify, pa YouTube pa je video, ja. Dobro, Hvala. dragi poslušalci, Hvala, da hvala, ker ste z nami, Ja. hvala, ker nas poslušate. Dajte kaj komentirati, Jan David, kaj si hotel reči. Hvala, ker ste me povabila, upam, da ne boste te zadeve nikoli rabila. Mi tudi. Enkrat na let je Tako. morate pregledati, tako da enkrat na let me morate na člani burger povabiti, da vam pregledam ta aparat. Imamo del. Ja. Like, share, Share, subscribe, če vam je bilo všeč. Se vidimo naslednji teden! Čau, čau.